Kot pravi predsednik ekološkega društva Jože Zorko, se zavedajo, da elektrovod je potreben, vendar mora biti umeščen v prostor v skladu z zakonodajo, bivanjske razmere pa se z nadgradnjo daljnovoda ne smejo poslabšati. Naložbenik Eles sicer načrtuje. Da bodo stebri višji za 15 metrov, da bodo konzole daljše za 3, 2, 4 metre, da bo število žic povečanih iz sedanjih 3 na 6 in da bo povečana prenosna moč. Torej, vsakemu je jasno, da se povečujejo negativni vplivi v prostor. Prav zato v ekološkem društvu že leta vztrajajo pri vkopu oziroma odmiku trase daljnovoda, ki sta okoljsko sprejemljivi, predvsem pa tehnološko in tehnično izvedljivi. Ne more nekaj kosti, tam 1000 let starih in neke 2 lončene posode biti razlog, da se kabel ne vkoplje v zemljo. Vrednost, cena ne more biti razlog, da se ne vkoplje v zemljo. Koliko je škode na zdravju ljudi, ki smo pod elektrovodu, na razvrotenju nepremičnin. Ne more Eles na naših grbah, na našem zdravju graditi neke svoje investicije. A srž problema v šmarješki občini očitno izvira še iz časa sprejemanja občinskega prostorskega načrta. OPN v javni obravnavi v prvi fazi tudi govori izključno vkop ali odmik elektrovoda. Sprejeti OPN spreminja dikcijo in piše noter praviloma vkop. In še? Proti temu ekološko društvo izrecno protestiramo, da se manipulira in manevrira z našimi bivalnimi pogoji, z našimi življenji. Županja, ki je novinarsko konferenco protestno zapustila, vse očitke zavrača, postopek priprava OPN-ja pa je bil ves čas voden transparentno. V obeh dokumentih, ko je bil prostorski dokument razgrnjen, je ves čas pisala enaka dikcija kot tudi v sprejetem dokumentu in nikoli občina Šmarješke Toplice ni ničesar spreminjala. Smernice Elesa, ki jih je ta kot soglasodajalec nalagal občini, so bile vseskozi enake, še poudarja. V primeru, da občina ne bi tega upoštevala, ne bi dobila pozitivno mnenje tudi vseh ostalih nosilcev urejanja prostora in potem še pozitivno mnenje tiste zadnje institucije za sprejem tega prostorskega dokumenta in danes ne bi bilo ne vrtca v Šmarjeti, ne poslovne cone in ne še marsikaj drugega.